A si poskušal kdaj spreminjati svojo pisavo? Ja, se pravim, tle sem presedlal, vse si videl, prej sem pisal. Namreč pravijo, da to deluje v obeh smereh. Ne? Če človek piše tako, da se da njegovo psiho razbrati iz njegove pisave, če pa spremeni pisavo, bo pa s tem tudi svojo psiho spremenil. A misliš, da je to res? Sigurno vpliva, ja, gotovo. Jaz sem recimo, zmeraj sem si zapiske delal na teh predavanjih, ker sem kar večinoma sem hodil na predavanja na faksu. Ker sem bil pa na magisteriju, sem pa začel v kaligrafiji pisati. To gre pa težje, ker to niso več pisane črke, ampak so tiskane. To, kar si zdaj videl tle. Pa kakšno, si največkrat kakšno gotico ali kaj takega? To je v bistvu neka kopija, taka slaba kopija Old English. Saj, če se zelo potrudim, pol je lepš, pa odvisno. Ja. Zdaj, ko brez očal pišem, je malo slabše vse skupaj. Včasih je bilo pa malo lepše. No, glavno. Kaj pa tole debela zadeva tamle? Ta debela zadeva je pa moja zadnja zadeva, zadnja Biblija. Objava, eni pravi izdaja, meni izdaja ne gre malo na živce, ker na izdajalstvo spominjam. Ampak to je pa verjetno, je najdebelejša slovenska knjiga sploh. Takole, 10 centimetrov je debela. Še več? Ja, mislim, da je glih 10. 20 je široka, pa 27 dolga. Se pravi, da ima volumen 5,7 litra. Težo ima pa 6 kil. Kaj pa je noter? Ja, noter je pa tisto, ki si prej videl. Kako je naslov? Isto se Atojada. Ato sem jaz, Ja. Ato, ker sem je hči rodila, sem pa sam sebi sem si nadel Ato ime. Nisem hotel biti Atek, očka, oči še najmanj. Pa sem pa rekel Ato. Okay. Ato je pa tudi predpona za 10 na minus 18. Aha. Mikro, nano, piko pa tako naprej. Ja, femto, ato, 10 na minus 18. Takrat je bilo to najmanj, pol so pa še dodali še manjše enote, zdaj pol je še naprej hepto, jokto. Ja, vem, da femto, ato, naprej pa ne vem več. Ato 10 na minus 18, pol pa hepto. Ja, jota je točno, točno. Hepto, jokto, se pravi. Nekaj tazga, ja. Ti si na 21, na minus 24. A in ti si zdaj ato. Ato sem jaz. No, tle se pa spet isto začne, kot sem prej prebral, ti zajahe. Ampak tleh je pa... A tole je natisneno ali je napisano? Ne, to je natisneno. Aha. To imam jaz enega tiskarja. Ja, v kolikih izvodih? Una je bila v 100-ih, Ja. 10.000 pa 20.000, to sta dve posebej. Ta ima pa 25.000, ima pa vse. In to prvo in to drugo, pa še pol tretje, se pravi 25.000 kitic. Ja. To je približno 130.000 verzov. Wow. Mislim, verzov, ne morem glih reči vrstic, bom rekel, zato ker ene vrstice so čisto kratke, recimo ena beseda. Ja. No, tle pridemo do 25.000 na koncu. Pa so te tudi palindromne? Seveda. Aha. To vse same palindromne. Ja, pa v kakšni izdaji to je? Samo en primerek, jih je 10 ali 100? Teh sem dal 25 narediti. Pa koliko to stane, a ni to malo drago? Ta knjiga za tiskarja, od tiskarja, ki jo dobim, jaz sem mu dal 100 evrov za eno. No, tako. A so samo verzije noter, še kakšna ilustracija mogoče? Ne. Včasih sem kakšno mogoče malo tako... Ali pa vinjeto, ali pa kaj tazga? Ne. A veš kaj, vse to je v bistvu prva verzija tega, če bom jaz mogoče to, ker zaenkrat se s tem trženjem sploh ne ukvarjam. Se prav to si dal čisto za svojo dušo narediti? Za sebe, za najbližnejše, pa tudi kot neko odskočno desko, ker to pravzaprav bi... Ja, mislim, da bi marsikomu na svetu bilo to zanimivo, če bi sploh vedel za to, ne? Ja. A je kakšen tak, ki ima živco za take stvari? Tle gre samo za tisto efekt snežne kepe. To po vseh pravilih bi mogel biti svetovni hit, in tudi bo nekoč, samo se s tem ne ukvarjam. Okej.